Tako, dragi gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljeni v že 5. oddaji Splet besed. Upam, da ste v redu. Mislim, da bo današnja oddaja precej zanimiva, kajti z mano je danes književna prevajalka, pesnica in glasbenica Clarisa Jovanović. Clarisa, pozdravljena. Dober dan. Kako si, kaj počneš te dni? Ja, te dni nisem bila ravno zelo intelektualno dejavna, bolj varuška. Hčerka je bila pri meni, pomagala sem mi pri neki seminarski nalogi, malo počuvala vnuka in opravljala razne gospodinjska dela, vsakdanje obveznosti, tako nič prevajanja, nič pisanja. Ja, vse včasih malo paše tudi tega, ne? Ja, pa tudi treba je, ne? Ja. No, Clarisa, jaz sem se odločila, da te povabim v oddajo pač nekako iz več razlogov. Nekako midve sva tudi bile, kako bi rekla, sorojakinji, ker si zadnjih nekaj let živiš tudi v Prekmurju, tako da to nekako iščem avtorje, ki so mi mogoče tudi blizu po krajini, čeprav seveda nisi Prekmurka po izročilu. In nekako tudi zadnje leto mi je življenje pripeljalo na pot v obliki sodelovanja, tako da sem se tudi odločila, da se še malo pogovoriva tukaj v javnosti in da seveda moji gledalci, da te tudi malo bolje spoznajo, kajti zdi se mi prav, da pač predstavljamo čim bolj raznolike avtorje in se mi zdi, da imaš ti zelo mnogo povedati, tako kot avtorica, kot tudi seveda glasbenica in prevajalka, ampak danes se bova pač nekako, ker imava malo pomanjkanje časa, 1 ura je vseeno malo za nek poglobljen pogovor, pa se bova danes pač malo bolj posvetili tvojemu avtorskemu delu. Tako da, Clarisa, jaz bom samo čisto na kratko za moje gledalce predstavila nekaj tvojih biografskih podatkov, toliko, da tisti, ki te ne poznajo, da si naredijo malo približno sliko, potem pa se lahko posvetiva branju iz tvoje pesniške zbirke Izgnana. Tako da, se pravi Clarisa Jovanović, profesorica francoščine in primerjalne književnosti, pesnica, glasbenica in književna prevajalka. Prevaja leposlovje iz novogrščine, za kar je tudi prejela nagrado Društva grških književnih prevajalcev leta 2004, iz makedonščine, srbščine in hrvaščine, italijanščine in francoščine. Piše poezijo in kratko prozo, objavljati je začela po končanem študiju, njene pesmi pa najdemo v literarnih revijah Sodobnost, Nova Atlantida, Dialogi, Primorska srečanja, Mentor ter v prilogah Dnevnika in Gorenjskega glasu. 2 leti je preživela tudi v Grčiji, prvič leta 1977-78 kot študentka Filozofske fakultete v Solunu, drugič pa leta 1982-83 kot štipendistka do diplomskega študija na Filozofski fakulteti v Atenah. Zdaj glede poezije, doslej so izšle 3 pesniške zbirke, Zgibam preko Mure, ki je bila tudi nominirana za najboljši prvenec, potem leta 2013 je izšel Kimono na otip in pa leta 2018 pesniška zbirka Izgnana, ki je bila tudi nominirana za nagrado Veronika. Zdaj odlomki iz omenjenih knjig pa so prevedeni tudi v hrvaščino, nemščino, makedonščino, slovaščino, italijanščino, madžarščino in srbščino. Zdaj čisto na kratko, kot glasbenica ima tudi zelo bogato diskografijo, posveča se pa zlasti reinterpretaciji ljudske pesmi in izvajanju glasbene poezije, pa tudi lastnih pesniških besedil. Zdaj en del ustvarjanja je pa potem namenjen tudi otrokom, o čemer bova potem nekaj rekli tudi v drugem delu najinega pogovora. Zdaj samo, da omenimo mogoče tudi avtorsko delo za otroke 12 mesecev in pa Telovadec Nikolaj prežene Tolovaja. Tako da, Clarisa, zdaj nekako bova stopili malo v leto 2018,
v tvojo zbirko Izgnana. In za začetek te lepo prosim, da nam prebereš nekaj spevov, potem pa bomo tudi na te pesmi kakšno rekli. Tako da prosim. Ja, bom začela na začetku. Nasploh moram reči, torej gre za pesnitev, lirsko, epsko, dramsko pesnitev. Vsi ti tri elementi so, te tri vrste elementov so zelo navzoči. Ni brez skrbi, ni ne Iliada, ne Odiseja, torej se da hitro prebrati. Bom pa morda prebrala začetne, 3-4 speve, pa mogoče še čisto nekaj na koncu. Začela bi s prologom. Težko iztrgam vmes kar nekje na sredini nekaj, ker v bistvu si ti spevi nekako verižno sledijo. Tako da se večkrat začenja naslednji spev s stihom prejšnjega speva, torej so tako zelo organsko povezani, zato tudi nisem tega kaj vmes, ki sem pisala, kaj objavljala, razen nekje v neki reviji so šli prvi 4 speve menda, Vmes med temi spevi so pa predmeti, ki imajo seveda pomembno simbolno in metaforično jasno vrednost, poezija, vse metafora, ki govorijo svoj jezik. Tako da bom začela torej Izgnana in naslov Prolog. Izgnala sem se iz očetove hiše. Izgnala sem se iz nje, še preden sem jo dodobra spoznala. Še preden sem pogledala v omare polne zapuščenih praznih oblek, ki bi rade spet bile telo. Pod pazduh se še vedno drži vonj po ljubljenju ali usihanju, vseeno. Oblek, katerih rokavi še vedno vztrepetavajo ob misli na kožo, ki so jo objemali. Ovratniki še kar podrhtevajo v ledenem pišu piščipavanje. V omare polne praznih oblek, tako žalostno praznih, tako grozljivo negibnih, in vendar vem, da čakajo na vstajenje, na besedo, ki jih bo izročila tvojemu spominu. Izgnala sem se iz očetove hiše. Stala sem sredi nje, kot bi stala sredi zemlje. Čutila sem, kako grmi v njeni notranjosti. Viharji so jo razdirali, lesene ure so urno premikale svoje kazalce in vendar se je čas v njej komaj premikal. Stala sem sredi nje in srkala njene vonje, sesirjeno mleko, ovčja koža na žgočem soncu, dim, ki lebdi nad suho zemljo. Glasovi so žebrali poganske molitve in z njimi zastirali okna, vrata so ječala pod udarci. Ob ognjišču so posedale sojenice in s prstom kazale vame. Ti. So posedale in s prstom kazale vame. In meni je bilo tuje in obenem toplo pri srcu. V kotlih je venomer brbotalo, ovce so se kar same ponujale v zakol. V zakol, škarje so kar same, žek, strigle ovčje kodre. Ovce so se obnorele od strahu pred kovinskimi rezili, zaletavale v moška bedra, v primež moških stegen. Be, je rezalo pomrak. Be, je rezalo, je hlipalo, je hlipalo, je rezalo, je hlipalo. Žek, be. Govorijo škarje. Ja, tako smo delali. Tako kot so nas znale njih roke pa so znali ukazi, ki jih ženejo od začetka časov, brez milosti. Žek odrežemo, žek pade koder, žek in nit se skrotoviči, žek in vrv pade kot bigle iz svinca, žek in popkovnica obvisi kot črevo v ženskih rokah, žek obvisi v ženskih rokah in se razcveti, popek sveta. Mi pa še naprej klestimo njegove prste, klestimo njegovo listje. Kdor preživi, se okrepi. To je en tak dramski vložek, kjer govorijo škarje. Jaz bi morda, ker tukaj gre za izgon, samo izgone, iz očetove hiše, jaz bi morda dodala, vmes se da marsikaj dogaja, ampak da bo ostalo še kjer čas za pogovor, jaz bi dodala še konec, kjer pa omenjam tudi materino hišo. To je pa epilog. V glavnem prolog in vsi spevi so izgon iz očetove hiše, v epilogu pa je tudi izgon iz materine hiše. Epilog.
Pozneje, veliko pozneje, zdi se mi, da je bilo pred mojim rojstvom, sem se izgnala iz materine hiše. Izgnala sem se iz vseh soban, ki so mi nekoč pripadale. Tudi iz tiste najslajše, mehke in dišeče. Edine, ki sem jo sezidala z lastnimi rokami. Še vedno slišim drobno utripanje srca, še vedno slišim tanak otroški jok, še vedno vidim sine ročice in nožice, kako se krčijo in trepetajo. Moja mati kot volkulja s 3 sestri, straži svoj temni vrlo in divje zarenči, če se kdo približa. Moj oče, ki je umrl že davno pred lastno smrtjo, poskuša izdaviti besedo slovesa, napreza se kot črna živina, besede pa od nikoder, glasu pa od nikoder, njegov molk je gost in težek kot katran. Moji nerojeni brati in sestre tovorijo kamen in krit in ga polagajo na gnile temelje in njihova hiša se vse seseda in moje prababice in pradedje vstajajo iz plitvi grobov in vijajo roke in vpijajo in se čudijo, in njihovi grleni glasovi režejo bridko in neusmiljeno, kot tiste škarje, kot tiste ovčje škarje, žukbe, 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 žukoj, 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 hlipa reže, tuli, hlipa reže, tuli, hlipa reže, hlipa reže. Reže brezkončnega ločila. Prolog, 2 speva, en dramski govor in epilog, vmes pa seveda še marsikaj. Na temo izgona iz učiteljišča. Clarisa, hvala za tvoj prispevek. Zdaj, tudi pri interpretaciji mislim, se vidi, da se tudi ukvarjaš z glasbo, z ritmiko, z interpretacijo. Tvoje branje je res čustveno in doživeto, tako da ti res tudi čestitam za eno prijetno doživetje. Zdaj, Clarisa, gre za ene take v bistvu slike Balkana, ki jih imamo nekako, se mi zdi, globoko nekje v sebi, v nekem kolektivnem nezavednem. Mislim, vsaj meni so te slike nekako zelo domače, čeprav po drugi strani so pa tudi eksotične. Kam moraš ti seči po te podobe? Mogoče v otroštvu, izhajajo iz nekih realnih spominov ali so kot neke kolektivne slike iz nekega čisto nezavednega dela nas? Ja, te slike izhajajo iz mojega otroštva. Jaz sem pač kot otrok zelo veliko, pač in pogosto hodila na počitnice, pač poleti sem več kot ostajala pri starih starših po očetovi strani. Oče je rojen na Kosovu, sicer je Črnogorec, torej vsa družina po očetovi strani so Črnogorci, ampak rojen na Kosovu. To je ena zelo epska zgodba, še pač brat starega očeta je bil prostovoljec na Solunski front in potem ta zgodba, ko so neke družine pač bile povabljene, da pridejo na Kosovo, tam je bilo veliko rodovitne zemlje, skratka, to je bila nekakšna nagrada in so ti Črnogorci. Za razliko od Srbov, ki pač so živeli, kakorkoli že, delikatna tema, na Kosovu srednje stoletje, so Črnogorci, večina njih je dejansko prišla res tam nekje prve svetovne oziroma po balkanskih vojnah. To je ta zgodba, ki je potem zapletla tudi odnose z domačim albanskim prebivalstvom. Pač civili ne krivi nedolžni, pač zmeraj, oziroma pogosto skupijo, ampak kot sem že rekla, to je dolga, komplicirana zgodba. Jaz sem pač kot otrok hodila, torej zelo pogosto in ta zelo pač navezana na te sorodstvo po očetovi strani. In to so slike, dobesedno slike prenesene iz otroštva. Ni bilo treba po te slike, ne vem, v enciklopedije, takratnega interneta, tudi ni bilo treba, ne vem, se mi zateču neke, ne vem, pravljice, ne vem, tisoči noči ali pa. Ne, to so slike, tisti svet, recimo v 60-ih letih, ko sem jaz hodila tja kot otroka, pravzaprav že konec 50-ih je bil zelo, zelo arhaičen svet. Zelo arhaičen svet, tudi svet moje mame, ki pač iz Istre, tudi tisti svet je bil zelo arhaičen. Ta očetov še za spoznanje Boga.
In to so, ja, kot sem že rekla, ne, te slike pa, ki se so nabite s čustvi, ne, in so se vame zelo globoko usedle, ne, so tukaj, seveda, sem si jih pač nekako usodila, zato da sem vanj vdihnila te svoje čustvene, bi človek rekel, te svoje čustvene, bi rekla, ja, te neke barve, ne, s katerimi sem hotela naslikati ta svoja občutja, no. Ta občutja razklanosti, ta občutja, ja, dvokulturnosti, ne, ki so hkrati blagor in hkrati breme, ne. In ki so mi seveda tukaj prišla prav pač zato, da sem izrazila tudi tale razkol med, ko bi rekla, med otroštvom in zrelo dobo, med otroštvom in odraščanjem. Kajti na koncu koncev se vsak izžene iz očetove hiše, mogoče hčerke prej iz očetove, sinovi prej iz materine, ne. Mislim, da pri hčerah je obratno, ne. Tako se mi zdi, ne. Na to temo bi kaj več povedali še psihoanalitiki, ne. Ampak ta izgon je nujen, ne. Ta izgon je nujen, pač pri meni je šlo še za torej za dvojni izgon, ne. Tudi ta dvokulturna slova, ki sem že omenila, ne. In kot sem že rekla, ne, čeprav se to sliši marsikomu, ne, se to bere kot, ja, to je v bistvu, to daje eno barvitost, ne, tej pesnitvi, ne, moram vendarle poudariti, da tukaj, ja, da si mi ni bilo treba tega izmisliti, ne, da je to pač dobesedno sedanje globoko v podobe mojega otroštva. Ja, zdaj, recimo, okej, bova kar ostali pri tem samoizgonu. Že ta beseda je nekako zelo zanimiva, samoizgon. Se pravi, poznamo situacije, ko pač nas nekdo iz nekega razloga izžene iz nečesa. Zdaj, samoizgon pa pomeni, da v bistvu sami sebe izženemo iz nekega notranjega prostora. V bistvu gre za eno tragično dejanje. Mislim, samoizgon deluje precej tak dramatičen. Ampak dejansko obstaja ena tista druga oseba, ki nas izžene, ali gre res za tisto eno osebo, ki samo sebe izžene? Ali čutiš to kot mogoče dve literarni osebi? Ne, tu gre dejansko za samoizgon. Mene nihče ni znal od nikoder, ne. Ampak jaz sem se sama znala, ker je pač prišel čas, ko sem začutila, da pač, da me očetova hiša utesnjuje, ne, čeprav sem bila v njej kraljica, ne, da pač moram oditi svojo pot, ne. In potem, kot sem že rekla, na koncu sledi tudi izgon iz materine hiše. Jaz mislim, da je to prispodoba odraščanje, ne, vsakega človeka, kot sem že prej rekla, ne, da se vsak človek pride čas, ko se moraš, no, nekateri se verjetno ne, ampak večina ljudi pa se izžene iz varnega zavetja družine. In ta izgon, samoizgon iz varnega zavetja družine, ne, potem lahko to tudi seveda razširimo na neko domače okolje, lahko tudi na to domovino, ne, na to tolikokrat zlorabljeno besedo, ne. Ampak v bistvu gre pa predvsem dejansko za izgon iz družine, ne. In to je pač, ja, potek, to je nek postopek odraščanja in samoodraščanja, ki je nujen. Zdaj, kako se to zgodi, na kak način, ne. Načinov je veliko, in nekateri so bolj, drugi so manj travmatični, nekateri se izpeljejo dokaj neboleče, ne. Pač, ja, ne, kolikor je ljudi, toliko je zgodb. Ja, zdaj dejansko zbirka se lahko bere na več različnih načinov. Lahko jo beremo recimo kot pač izgon iz nekega kulturnega okolja ali pa čisto psihoanalitično dejansko, kot praviš, kot izgon iz neke tiste materinskosti oziroma iz varnega doma v svet, da potem najdemo lažje pač neko svojo lastno pot, neko svojo lastno identiteto. Tako da dejansko, kot praviš, ja, je lahko čisto osebna zgodba, lahko je pa seveda tudi zgodba,
celega naroda, ne. Tako da se mi zdi, no, tudi ena dodana vrednost zbirke. Zdaj tudi jezik, recimo, je nekako pritiče te motiviki, jezik je tako malo povzdignjen, rahlo mitičen, zdaj včasih me celo spominja te neki obrazci, pa take, ne vem, ponavljanja, pa ritmika, malo me tudi spominja na našo slovensko literarno tradicijo, ne vem, mogoče včasih malo na Zajca, na Makarovičevo, tako da nekako smo dejansko vsi, tudi kot slovenski ustvarjalci, smo tudi vpeti v lastno tradicijo, pa me zanima, ali misliš, da se tudi pesnik kot pač ustvarjalec mora samo izgnati tudi iz lastne tradicije, se pravi prednikov, naših pač slovenskih pesnikov, ki so kovali pot, da potem lažje najde neki svoj glas. Ali misliš, da je tudi to, tudi na ravni jezika, recimo, enako? Ja, gotovo je, za vsakega ustvarjalca je nujno, ne, da opravi nek obred samoizgona. To je pa lahko, bom rekla, zelo dolgotrajen proces, ker ljudje ponavadi, ne vem, v neki fazi pač imamo neke vzornike, jaz se izrazitih vzornikov nisem imela, no to moram reči, ne. Ampak vendarle, pač, če pišeš, potem tudi pred tem bereš, recimo, ne. In zagotovo vsi imamo neko, pred nami je bilo že toliko in toliko rodov pesnikov, ne, ki so tlakovali neko pot, nenazadnje tukaj tudi jezik, ne, jezik, kot si pravilno ugotovila, seveda gre, torej, jaz Zajca obožujem, ne, Makarovički kot pesnici kapo dol, ne, Makarovičevi, no, se opravičujem, sem zelo po domače povedala, pa brez kakršnekoli sledu, bom rekla, ocenjevanja, recimo, ne. Ja, torej, oba imenovana, ne, ja, sta veličastna pesnika, vendar nista bila moja vzornika, sta pa oba, ne, zajemala med drugim pri istem viru, ne. Seveda, jaz sem, ko sem omenila ljudsko pesem, ne, ja, to je moja velika ljubezen, ne, seveda ljudsko pesem tudi ne samo slovenska, tudi predvsem te epske, srbske in črnogorske pesmi, ob zvoku katerih in ob poslušanju katerih sem tudi med drugim odraščala, kajti moram reči, da so tako rekoč vsi strici, torej bratje od očeta, ne, so znali na pamet, to so celi, bom rekla, cele zakladnice ljudskih pesmi in Njegoša, seveda, jasno, ne. Torej, tudi ta tradicija je bila veliko v tem smislu močnejša, ne, kot recimo kot ta pripovedna tradicija, kot pri mami, ne, kot v materini hiši, ne. No, in to hočem reči, ampak kar pa zadeva jezika, ne, jaz sem to napisala v slovenščini, torej sem se pač, kako bi rekla, sem izhajala iz tiste neke kontinuitete, oziroma iz tistih ljudi in iz tistih, bom rekla, jezikovnih vzorcev, ki pač že obstajajo, ne, in v tem primeru je mene ta arhetipskost ljudske pesmi, ne, tudi slovenska, seveda, ne, izjemno, ne samo, da me privlači, se mi zdi izjemno pomembna, no, da izjemno veliko pove, da ti arhetipi, zelo veliko ti arhetipi, ki jih najdemo v ljudski pesmi in način, kako so izraženi, da zelo veliko povedo o nas, torej o človeku, ne, in pa tudi moram reči, glede jezika, ne, večkrat uporabljam tudi v drugih svojih pesmih, zelo rada uporabljam kakšne arhaične oblike, kakšnim besedam, ki so že napol pozabljene, poskušam vdihniti vsaj en del nove vsebine. Zame jezik ni nekaj, kar se je naredilo danes, ne, in tudi ne včeraj, ne. Jezik je od predvčerajšnjim, ne, in meni se zdi, če pa strašno rada berem Dan na dnevno Biblijo, ne. To se mi zdi en tak krasen jezik, to se mi zdi ena taka zakladnica metafor, ampak predvsem način, kako so izražene, ne, to se meni zdi strašno lepo. In ja, tukaj je nekaj mojih virov, ki si jih ti naštela, ne. Tako da zagotovo, ne, kot si že omenila, pač Zajca in Makarovičevo, zagotovo, ne, pač sem jaz
pa ona dva že pred mano, ne, zajemala med drugim, ne samo, a ne, iz nekega skupnega vira, bi lahko rekla. Ja. Saj, dejansko pač rastemo iz svojega jezika in je skoraj nemogoče, da bi se v svoji govorici popolnoma izognili neki tudi jezikovni tradiciji oziroma neki kulturi. Tako da, no, pač malo sem samo potipala, ker na momente, no, sem res nekako začutila, da pač gre za ta isti globoki vir te neke, ja, kot praviš, ne, teh arhaičnih podob in arhaičnih zgodb. Zdaj, kar se tiče nekako interpretacije same zbirke, je v njej v knjigi objavljena tudi ena tako zelo obsežna in zelo pronicljiva spremna beseda Alenke Jovanovski, tako da zdaj za tiste najine gledalce, ki mogoče bi se malo bolj poglobili še v samo tematiko, v jezik, imajo tudi na voljo pač, da preberejo to spremno besedo, tako da se mi zdi, da tudi ta spremna beseda lahko veliko, pač je neka dodana vrednost tudi tvojim pesmim. Zdaj je pa tudi povsod, mislim, bilo je kar dosti odzivov na to tvojo zbirko. Zdaj v večini odzivov sem tudi nekako se mi je zdelo, da njihovi avtorji pač ta zaključek oziroma kaj se zgodi po samoizgonu. Nekako vsi pravijo, da pač govorka oziroma lirski subjekt po samoizgonu pade v neko tisto krutost biti. Se pravi, da sicer išče svojo pot, ampak da pač obsedi na tisti obali tujega morja in z tujimi besedami v ustih in pač nekako si pušča odprto pot, kaj pa zdaj naprej. Kaj sama meniš recimo o zaključku te zbirke? Si tako odprla pot mogoče za naslednjo zbirko? Ja, jaz sem recimo prvo zbirko, ne prvo zbirko, pravzaprav prvo pesnitev, ne, mogoče bi bilo bolje reči, ne, knjiga poezije, recimo, ne, ker zbirke so ponovadi vse iz pesmi, ki nam nastajajo, pa sicer po neki rdeči niti jih uvrstimo v neko knjigo, ne. Torej prva je pesnitev, tale pesnitev vmes bi pa lahko rekli zares pesniška zbirka Antihajkujev, kot je spet Alenka Jovanovski, ki je tudi za tisto drugo zbirko napisala neko zanimivo spremno besedo. Povedala. Meni nastaja gradivo za četrto pesniško zbirko, ki pa se mi spet nekako cepi v dve smeri in se zna zgodi, da bo iz tega, kar mi zdaj kar v zadnjih 3-4 leta nastaja, oziroma zadnjih 5 let, ne, že med tem, ko sem zaključevala tole izgnanost, sem tudi sporedno pisala še neke druge pesmi, ne, tako da zna biti, da iz tega gradiva, ki mi nastaja zadnjih pač 5 let, ne, da nastaneta celo 2 pesniške zbirki. Bom še videla, nisem še čisto prepričana, ali mogoče še najdem nek most med tema dvema, ker nekako se mi zadeva cepi v dve smeri. Vsekakor kaže, da bo ta torej četrta ali peta ali oboje, ne vem, knjiga, res pesniška zbirka, torej, ne, za razliko od te, ki je pa pesnitev, ne. Zdaj, glede te odprte poti, kako bi ti rekla, jaz tukaj sem pač v tej izgnani, sem pač povedala, izrazila eno svojo travmo, recimo temu, ne. In ta travma, kot se zaključi, in to brez končnega ločila, ne, brez pike, da bom bolj preprosto povedala, ne, ta travma reže, ne, in ta travma bo rezala do konca življenja, ne. Zdaj, po moje, tale prehod, torej, ki sem ga opisovala, prehod iz samoizgona začetka do hiše, ne, itak govori o tej bolečini, skratka, ne, izgona in odraščanja, ampak odraščanja, ne samo biološkega, ampak odraščanja v vseh ozirih, ne. In zdaj jaz mislim, da pač odrasel človek, ki svoje zrelosti ugotovi, da je treba živeti, ne, da tu ni neke velike filozofije, ne. Že res, da reže, ne, že res, da vsi nosimo samo neke, tudi če smo bili ljubljeni otroci, torej ne govorim zdaj o nekih zanemarjenih, maltretiranih, zapuščenih, govorim
mislim, da vsak otrok ima, ker to je pač spada k življenju. Da vsak otrok ima neke travme, neke bolečine, neke zadeve, ki se vanj usedejo in v njem ostanejo in živijo in ždijo ali brbotajo, kot hočeš, do konca življenja. Ampak, kot sem že povedala, ne, ja, res da reže in hlipa, ampak tako pač je, ne, treba je živeti, ne. In ker je en od načinov mojega bivanja in nehanja, ne, tudi pisanje, mislim, da bom pač pisala, dokler bom lahko pisala, ne. Čeprav sem se, to pa moram povedati in poudariti, to sem več vprašali, odločila za prvo pesniško knjigo, ekstremno pozno, torej za to ni moj problem, meni se zdi čisto v redu, ne, ampak in tudi pred koliko zdaj to, se bo že koliko ne 13 let, ja, ker mi je šla, ne, 2007, se mi je zdelo to čisto v redu, ne, ampak takrat sem postala pozorna, ker sem začeli ljudje spraševati, ne, jaz sem, kaj se spišem od gimnazije že, res, da sem utihnila med 4 primerjalne književnosti, to je zanimivo. Imela sem neko krizo, ker me to seciranje književnosti, ne to seciranje dobesedno, mi je vzelo za nekaj časa užitek, pravi užitek, ne, to rezanje, ne. Ampak po svojem je pa koristilo, ker mi je omogočilo neko distanco, ne, kar je tudi koristno, ne, medtem ko pišeš, je dobro, da znaš stopiti 2 koraka nazaj, ne. In ne glede na to, koliko si ti pa čustveno vpleten, ne. In ravno zato sem si rekla, pač ja, vse sem tu in tam sem kaj objavila, tudi ne zelo veliko, ne. Zelo veliko stvari mi še jih zdaj jemljem iz predalov dobesedno, ker pač nekako se mi ni mudilo s knjigo, nekako se mi je zdelo tudi, da če je nekaj zrelo za revijalno objavo, ni nujno, da je zrelo že za knjigo. Skratka, to je moja filozofija, ne, je v tem primeru popolno nasprotje ki traja tudi že zadnjih 30 let, moram reči, ne, ki je izjemno, bi rekla, storilnostno naravnana, tako kot je naše življenje nasploh, ki nekako terja od pesnika, da po možnosti izda vsaj 3 ali 4 pesniške zbirke do 30. leta že, ne. S čimer ni nič narobe, ne me narobe razumeti, ker ljudje imamo različen ritem, eni pišejo hitro in dobro, eni pišejo hitro in slabo, eni pišejo počasi in slabo, eni pišemo pa počasi in recimo dobro, ne. Hočem samo to reči, ja, da sem prvo pesniško zbirko za te pojme in čase izdala zelo, zelo pozno, ne, sem se pa dolgo časa k temu tako rečem, akumulirala, ne, in zdaj se mi zdi, da v meni kar brlota in da bo še kaj prišlo, upam. Čeprav režem. Ja, saj v bistvu ena taka močna pesniška zbirka, pač kot je Izgnana, je tudi pač neka, ne vem, nek res, ko jo izdaš verjetno, nek malo večji dogodek in ne vem, predvidevam, da se tudi pač kot pesnik se potem težko izkoplješ iz enega takega dejanja, da greš potem naprej v neko novo govorico oziroma tako, da zgradiš spet en drug, nek nov pesniški svet, da vse skupaj presežeš, ker zdaj verjetno, če pišemo naprej, si želimo še vedno nekaj preseči, kar smo že naredili. Tako da predvidevam, da ni enostavno po eni knjigi potem spet odpreti eno novo polje oziroma eno neko novo pot. No, ampak Clarisa si mi poslala v vpogled tudi nekaj pesmi, ki so recimo nove oziroma ki so pač nastale po Izgnani. Tako da, ne vem, jaz predlagam, da te pesmi tudi prebereva najinim poslušalcem, pa potem rečeva še kakšno besedo pač o teh novih poljih, ki se ti mogoče odpirajo, ne zato, da bi pač razmišljali o knjigi, ampak čisto z vidika pač neke jezika, govorice oziroma tako, da malo pretreseva mogoče še to novo ustvarjanje. Tako da bi te prosila, če nam prebereš še nekaj novejših pesmi. Ja, jaz sem tukaj 4-5 pesmi izbrala. Naj povem, da me odkrvim zase, da me zelo, zelo, zelo močno pretresa
ta predmetni, ne samo pojmovni in čustven, tudi predmetni svet, torej predmetni svet, ki ga tudi predvsem v tej izgnani, ne, ki tudi govori, ne, sveš, govori škarje, govori ščit, govori tron, govori prt, ne, govori špranje v zidu in tako dalje, ne, to so ti dramski vložki, ne. In naprimer tako da, kot sem že rekla, nekako se mi stvari nabirajo in grejo v dve smeri, ne vem še, ali bom združila z nekim mostom, ne, ki se mi poraja, ampak recimo slepa okna, naprimer. Bom rekla dve besedi. Slepa okna me od otroštva fascinira. Torej ta okna, ki jih sodobna arhitektura v glavnem več ne uporablja, ampak ki jih vidimo na, ne vem, na hišah, ki so jih na poslopjih, ki so jih gradili po mojem vse druge svetovne vojne, ne. In v Sloveniji teh torej mest imamo stara mesta, vemo, in torej od teh še predbaročnih in tudi kasnejših, ne, kot sem že rekla, do druge svetovne vojne, ne, razna poslopja, ker vidimo okna in potem zraven slepa okna, ne, ki so jih čisto, pač zaradi neke simetrije, ne, ta slepa okna, torej so me zmeraj fascinirala, ne, to, kaj je za njimi, kaj bi bilo lahko za njimi, ne, no in to recimo, to je naprimer ena pesem na to temo, ne. In seveda kot metafora, jasno, slepa okna. Nenehno vas srečujem, kamorkoli se odpravim, mi sledim. Vsa pročelja so vas polna, nenehno se mi nastavlja, brezsramno in prostaško. In ne morem umakniti pogleda z vaše golote, z vaše brezimnosti, z vaših navideznih šip, z navideznih zaves, ki nepremične pošumevajo, ne menec se za brezvet, ki leseno premikajo noge in roke, tako scela, kot bi bila v mavcu, ki šepetajo, ki ihtijo, ti glasovi za njimi, ki se ne zmorejo odlepiti iz jezika, ki se ne morejo iztrgati iz prsi, ki onemevajo od bolečine. Oj, ta molk, ta svinčeni, debeli, sluzasti, plesnivi, cvileči molk, ki rine skozi razpoke na fasadi. Oj, ta molk, ki kar mezi in mezi, to skrhano, top strmene tišine. To je en odziv na nek arhitekturni element, če hočeš, a ne, ki v meni vzbuja celo paleto čustev. Že zagrnjena okna, kaj lahko vse, ne? Kaj je vse za okna, ne? Koliko vsot, ne? Za temi slepimi okni, ne, pa še toliko več zamolčanih, ne, vsot. Tako da, glej, to je ena, ne, naprimer, ja, potem naprej spet, ne, to je zdaj kar tak, no, oziroma vsaj dve taki, naprimer, ki sta povezani z, ja, kot sem rekla, na en način z arhitekturo, ampak spet, ne, veliko več od tega, ne. Porodila se mi je pa ta ideja, no, to moram reči, čeprav nočem biti nikoli, bom rekla, svojo zasebnost čuvam zase, ampak lani, ko sem vnuka, ne, 5-letnega, peljala na sprehod po Izoli in se ustavila pred palačo Mancioli, to je ena zelo lepa palača iz 15. stoletja, ne, z beneškimi okni. In ko je ta otrok stal pred vhodnimi vrati, pred portalom, ne, in z roko božal to kamnito obrobo, ne, se mi pač utrnilo nekaj takega. Deček stoji pred palačo Mancioli. Deček stoji pred palačo Mancioli. Deček se s hrbtom naslanja na steno palače. Z roko drsi po kamniti obrobi, po beli razljani jerti vhodnih vrat. Deček se ozira proti oknom z ošiljenimi vrhovi in naposled z očmi obvisi na grbu, nad vhodnimi vrati, na čudnem govedu, nemara rogatem, kdo bi vedel, čas je podizal rogove, govedu, ki hrope in se zaganja v nevidni zid, ki hrope in se zaganja, ki hrope. Deček diha plitvo in neslišno. In njegovo drobno srce utripa kot srce kanarčka v kletki.
Deček boža kamnito čipko vhodnih vrat in plaho podaja roko vsem tistim rokam, ki so nekoč davno klesale ta kamen in ga brusile, vsem tistim prstim, ki so stokale in upehane klestale za zrakom, vsem tistim očem, ki se niso mogle nasititi beline kamna, vsem tistim glasovom, ki so hvalili hišo in stvarnika, ki so žebrali zahvalne molitve. Deček, možev na steblu, deček, nebeški bik, deček, najmočnejši v neskončni vrsti. To je eno od teh, ki pač od te palače odpelje človeka daleč, daleč nazaj in tudi daleč, daleč naprej. Kajti, če govorimo o klesarjih, ki so pač klesali ta kamen, govorim tudi o dečku, ki je možev na steblu, ki je nebeški bik, z vso to mitologijo nebeških bikov vemo, in ki je najmočnejši neskončni. Nastaja tudi deklic. Za naslednjič. Tako da, kot vidiš, jaz sem že večkrat rekla, da je pesnik navdih tudi v goreh pohojem na teh. Navdih je lahko karkoli, ali vsaj tisto izhodišče, ki potem človeka odpelje. Potem recimo, naprimer, še dve pesmi. Tihota. Kako gosta je kot tihota. Vilice zapičim vanjo, pa ne omahni. Kako čvrsta je kot tihota. Pustim jo ležati na soncu, pa ne razpade in ne uveseni. Kako žilava je lahko tihota. Žilava, žilava. Ne prerežeš jezik in mrezi. Kako mastna je spost. Ne moreš je zgrabiti, nenehno ti polzi iz rok, iz ust, izpod pazduh, izmed nožja, izmed prstja, izmed reberja. Kako mehka je lahko tihota. Mehka kot pogrezani vsem, v blazino z gostom. In mogoče bi še eno četrto, da končavate drugi bralni blok. Tale pa ni niti tiha, tale pa pravzaprav malo bolj glasna. Na trenutke kar že obupana, čeprav sem jo umestila v odo, v hvalnico. Pa v tej hvalnici je čisto malo ironije. Oda nebesnemu spodu. Kako globoko se pneš, kako visoko sigaš, kako prostorne so tvoje sobane, zlatom obsjane, srebrom obšite, škrlatom obložene, z ognjenimi vozovi preorane, z bliski prestreljene. Kako ravnodušen si v svoji lepoti in niti z očesom ne treneš, ko pod tabo gomazi človeško masovje. Ko se pod tabo odpirajo brezna človeške bede, ko se pod tabo posipajo rože na brezini gumi. Drugi blok. Clarisa, jaz se ti res zahvaljujem, da si nam, kako bi rekla, malo odprla, priškrnila vrata svoje delavnice, poetične. Ne vem, meni je pač to vedno nekako v čast, ko mi nekdo prebere pesem, ki še ni objavljena, ker se mi zdi, da nekako vstopim v tisto njeno, njen proces nastajanja. Tako da sem ti hvaležna, da si nas malo popeljala še po svojih novih pesmih. Zdaj, žal se ne moreva trenutno več poglabljati, ker
1 uro je zelo kratek čas Je. in nekako sva si rekli, da bova čisto malo se dotaknili tudi še tvojega drugega, enega močnega dela, ki pa je prevajanje. Zdaj prevajaš iz mnogih jezikov, imaš tudi zelo bogat prevajalski opus za seboj. In jaz nekako sem se odločila, da bova danes izpostavili 2 deli zadnjega obdobja, ki si, oziroma iz prevajalskega sveta bova pravzaprav izpostavili mladinski roman Gorila na Luni. Tako da, ne vem, mogoče bi te lepo prosila, da nam pokažeš to knjigo, pa ko sva že pri odraščanju oziroma pri tem procesu samoizgona in iskanja identitete, pravzaprav je tu dokaj podobno tematsko zasnovan roman, tako da mogoče sva zdaj ostali v tej isti tematski vodi, pa mogoče, če samo par besed poveš o tem romanu in pač kako ga je bilo prevajati. Ja, torej, roman je tale, ne vem, če se vidi, kdor ga vidi. Gorila na Luni. Ja, takole. Ja, takole. Torej, Gorila na Luni, grške pisateljice, nagrajene, Elenika Sama. Izšla je knjiga lani, pri založbi Malinc. Prevedla sem iz grščine, to je roman o odraščanju pravzaprav. Gre, glavna oseba je deklica Marija, ni točno, ne piše točno, koliko let ima, ampak predvidevam, da ima tam, oziroma tam 13 let, mora imeti 12-13. Dogaja se po vsej verjetnosti na Kreti, čeprav tudi otok ni imenovan, na nekem grškem otoku. Roman je pravzaprav po neki definiciji verjetno najbližje problemskemu romanu, čeprav je to hkrati tudi družinski roman, pa fantastični roman, bi lahko rekli, pa ne vem, veliko prvin ima tudi neke, kot zelo radi rečemo, Indiana Jonesa, ker se krije vmes tudi neka arheologija in tudi neko ropanje nekih artefaktov arheoloških in torej tudi so tu zelo močni elementi kriminalke. Tako da veliko elementov pravzaprav, zelo težko bi dali predal, je roman, ampak težko bi ga kar v en predal postavili. Vsekakor gre za zelo napeto branje. Ja, in glavna junakinja, kot smo že rekli, je deklica tam 13 let, Marija je ime, ki živi sama z mamo, s katero je kar precej konfliktnih odnosih, kar spada pač puberteti, nič posebnega. Še toliko bolj so ti odnosi konfliktni, ker je Marija živi brez, torej zelo pogreša očeta, živi sama z materjo in oče je pa izginil skrivnostno, ne vem, ko je imela deklica 5 let, se ga komaj da spominja, zelo krepeni po njem, ve, da je bil en tak pomemben izumitelj, pač pomemben človek pravzaprav, so ga pa po krivem obtožili in tudi obsodili in pač v nekem trenutku izgine, pobegne, skratka se za njim izgubi vsaka sveta. In Marija pač v bistvu ves čas išče tega očeta, čisto na koncu ga tudi najde, ampak medtem pa se zapleta v razne situacije, konfliktne in manj konfliktne, predvsem pa, kot sem že rekla, so te situacije zelo napete, res nekaj časa sledimo pravi kriminalki in za bralce, ne samo za mlade bralce, to je za odrasle, prav izvrsten, bom rekla, krasen roman, zelo priporočam, gospod Igor Saksida je napisal zelo dobro s tem besedom. Tako da, ja, torej gre pač za problem, ja, tudi tukaj gre za problem odraščanja, pač s tem, da se bo Marija verjetno kasneje, ker je pač kot 13-letna šele po dolgem času našla svojega očeta in se bo verjetno pač bo kar trajalo, da se izžene iz njegove hiše. Če uporabim prejšnjo, rekla metaforo.
Kako je bilo prevajati ta roman? Je tako kot pač, prevajanje je prevajanje, ne? Pač tako kot, torej vsaka knjiga zahteva pač svojo pozornost, ne? Vsake knjige se seveda lotim na pač poseben način, ki je pač primeren vsebini, jeziku in tako dalje, ne? Jezik je tekoč, zelo bogat, zelo, tako kot bi rekla, zelo umno strukturiran. Jaz sem imela tudi prek Zooma pogovor s pisateljico, zelo zanimiva oseba, ki piše v glavnem mladinsko literaturo. Tako da marsikaj mi sva razložila, zdaj pač nama čas ne dopušča, da bi o tem na dolgo in široko, ne. Ja, je tudi nekaj verzov vmes, ki sem jih pač po svoje, to je meni zmeraj izziv, ne, tudi nekaj, bom rekla, rimanih, ne, ki sem jih po svoje, tako to mi je bilo veliki, vseh ni veliko, ampak to mi je bilo tako, kot ena, še ena dodatna, taka, no, zabavna plat, ne, ker so verzi tako zelo igrivi, ne. Pa potem kar nekaj je bilo tudi takih, treba je bilo, ne vem, prirediti ime recimo vasi, ki je izmišljen, seveda, ne. In jaz sem imela Bukvič, pazi, ne, bukovje, ne, ker je rastlina, ki ima v slovenščini veliko imen, ampak so vsa zelo narodna, neka zdravilna rastlina, no, so pa vsa zelo narodna in je iz njih, večina teh imen, ljudskih imen, in je iz njih zelo težko narediti ime naselja, ne. Ampak Bukvica, to pa lepo sliši, ne, to je eno od ljudskih imen za to rastlino, ki je tam na pretek in po kateri sem potem jaz poimenovala to naselje Bukvičje, ne. In je še kar nekaj takih, bom rekla, bilo takih izzivov, kjer sem pač morala po svoje pač imenovati, ne, naselje, v katerem pač se dogajajo določene zadeve, ne. Eno tudi stari trg, recimo, ne, ki je najprej starinski trg, pa potem stari trg, ne, čeprav v grščini ni čisto takole, ampak v grščini gre spet za neko besedno igro, ne, ki ne bom tukaj razlagala, tako da sem si pač jaz po svoje to pač priredila, tako da je ostalo v nekih okvirih te zgodbe. Kar nekaj je bilo takih zadev, ker sem pač morala, kot sem že povedala, ne, neka imena, jih ne ravno dobesedno prevesti, ampak najti neko rešitev, ki v slovenščini pač dobro deluje. Recimo to. Ja, ampak dejansko se mi zdi, da leposlovni prevajalec, zdi se mi nemogoče, da prevajalec leposlovja ne bi pisal tudi sam. Ker tukaj gre verjetno za toliko, za tako ustvarjalnost pri jeziku, da pač dejansko ne moreš, ne moreš ostati imun. Tako da, sama prevajanje tudi, mi zdi neka res posebna umetnost, sama sicer nisem nadarjena za jezike, ampak se mi zdi, da prevajanje res bogati, no, ta korpus jezikovni in da potem pač nič čudnega, da pišeš, no, tudi sama, tako da, ker si res cel čas v jeziku, v nekem toku, nekem ustvarjanju, nekem izumljanju novih besed in že to je deloma lastna ustvarjalnost. Tako da, ja, vsekakor roman se seveda splača prebrati, tako da tudi najnim gledalcem ga toplo priporočam. Zdaj za konec pa se malo povrniva k dečku, k tistemu dečku, ki te je pač navdihnil za pesem, ki si jo prebrala, in pač mogoče omeniva še tvojo knjigo iz lanskega leta za otroke, Telovadec Nikolaj prežene tolovaja. Lahko tudi jo pokaževa. To je Telovadec Nikolaj. Zdaj, kaj ti pomeni pisanje za otroke in pač kako je nastal pravzaprav tale Nikolaj? Jaz za otroke pišem že dolgo, ne. Dolgo, pred leti je šla cel niz grških ljudskih pravljic, tisti pa ne bil objavljen, ampak tega je res že dolgo, ne. Že zelo dolgo pa pišem tudi za revijo Gadep, mladinsko revijo, ki izhaja v Trstu.
namenjena otrokom od 6. do 12. leta. In torej, na to temo bi lahko kar nekaj knjig izdala, ampak pač pride čas, ko sem že povedala, ne? Nikoli nisem preveč hitela s knjigami, ne? Nikolaj je v bistvu moja druga slikanica, čeprav je prva 12 mesecev je šla, ne vem, pač išla in potem se nismo načrpali s promocijo. Je pa res, da je pač tale Nikolaj, ki je tudi šel tako kot Gorila pri založbi Malinc, ne, je bolj ambiciozno sestavljen, to je pač cela zgodba s 3 zapleti, ne. Nikolaj je pač tak, ja, paca, telovadec, jasno, zakaj telovadec govorite, mi vsi samo govorimo, no samo ne, ampak o telovadbu, da je pa si, kako je to zdravo, pa zdaj, ko je korona, pa še zlasti, ne. In tako da človek včasih pomisli, ne, da pa mogoče, če bi čist ničkrat več pozornosti namenili še eni drugi telovadbi, pa tudi ne bi bilo škode, ampak kakorkoli že, lepo je telovaditi, dobro in pošteno, ne, ampak če človek medtem ko telovadi, gleda svet okoli sebe, pa tudi ne škodi, ne, in telovadec Nikolaj je tak gospod, ne, ki ima odprte oči, a ne, in opazi, ne, nekega zmikavta, ne, ki najprej vem v parku neki mamici, ki ima dojenčka in medtem dela svojčije, selfije, ne, to je moja beseda za selfie, torej mamica, ki dela svojčije, ne, in medtem ta telovaj pa dojenčku, ne, izmakne ropoturjo, ne, mamica to prepozno opazi, ne, ker je zavarovana seveda v svojčije, a ne, in tako dalje, ne. No, potem je drugi zaplet, ko ta isti ta isti telovadec Nikolaj pač opazi istega zmikavta, ki neki mamici, ki rešuje križanke, ne, izmakne lupo, ne. Obakrat se seveda telovaj požene v dir za njim, ampak telovaj mu pobegne, ne. Medtem ko, sem rekla telovaj spet, ne, telovadec. Tretjič se pa naš Nikolaj, no, pa opazi zmikavta, istega zmikavta, ki iz hiše, iz sosednje hiše, ne, vleče skozi okno prt, edini prt, ki ga premore siromah, te podrtije, ne. No, tokrat pa se spet Nikolaj požene za telovajem in ga ujame, ne, ga ujame, zdaj ne bom detajlov razlagala, in tako se zgodba srečno konča, ne. Napisana je v verzih, tu in tam tudi rimana, zelo pozorno, ko zmeraj na glas berem, tukaj pišem, zelo pozorno sem nizala ta ritem, te ritmične, bom rekel, vzorce, ne. Zelo dobre in krasne ilustracije tržaškega slikarja Štefana Turka, a ne, mogoče še kje tako, ne vem, razgrnem čisto, ne vem, Nikolaj, kako telovadi, ne. Evo ga. No, kakorkoli že. Treba bo knjigo vzeti v roke, knjiga se prevaja v španščino, nemščino, pa še v ene par jezikov se bo prevedla. Tako da bi pa mimogrede, ker je bilo lansko leto v znamenju mladinske literature, bi samo mimogrede še omenila še tretjo knjigo, ki mi je šla, tudi pred novim letom, pa pri isti založbi, pri kateri izhaja tudi revija Galet, in 2 založbe sta sodelovali, tudi založba Drava, ne, iz Celovca, to je pa Pravljica Pogrni se, tudi pokažem, evo takole, Pravljica Pogrni se. Tu so pa ljudske pravljice z raznih koncev, največ slovenskih, ampak same take, v katerih je omenjena neka jed ali neko živilo in potem sledijo recepti. Tako da zelo uporabna, prebereš pravljice in si potem še skuhaš jed, ki je omenjena te pravljice. Tako da, evo, lanskoletna bera je bila namenjena mladinski književnosti, ampak kot sem že rekla, zelo dolgo časa že pišem za otroke, objavljala sem za otroke tudi v časopisu Slovenec, v prilogi, ne, pa še kaj bi se ti našli, tudi Cicivanja, Pil, nekoč je bil to pionirski list, potem je naša žena imela v nekih starih časih neko prilogo tudi za otroke, ker sem tudi objavila nekaj pravljic. Ja, ampak spet, kot sem že rekla, knjig sem se relativno pozno lotila, no, tak ritem, tak je moj ritem. Evo ga, to je to. Ja, nič hudega, mislim, meni se zdi fajn, no,
da pač človek res začuti, kdaj je pravi čas za nekaj, ker takrat je tudi tista stvar narejena tako, kot mora biti, ne. In mislim, všeč mi je, da si to tolikokrat izpostavila, ker se mi zdi, da je tudi ta sodoben čas, je ves čas v neki naglici, ves čas moramo nekaj hitro narediti, takoj pokazati, takoj, ne vem, preprosto mislim, da vsi čutimo, da nekam kar hitimo, da bežimo in da pač se zaganjamo za nekimi, ne vem, tolovaji, ki jih mogoče sploh ni. Tako da mi je zelo všeč, no, da sva tako lepo zaokrožili, no, tudi tvoje ustvarjanje. Zdaj, jaz bi te pa za konec pobarala še malo, no, to vsakega v bistvu vprašam v tej oddaji. Zdaj živiš trenutno v Prekmurju, pa me pač malo mogoče še na kratko zanima, kakšen je tvoj odnos do Prekmurja, do prekmurskega narečja in pač ne vem, kaj mogoče kaj Prekmurje pomeni zdaj v tvoji tej, mogoče celo notranji govorici. Kakšen je tvoj odnos do vsega skupaj? Ja, jaz sem, na to vprašanje sem že parkrat odgovorila, tako da ne bom posebno izvirna, ne. Jaz sem, kot rada rečem, moja notranja geografija, ne, je Sredozemlje in to z latinskim zahodom in Levantom vred, ne. Je pa res, da je Sredozemlju na nek način najbližje Panonija, ne, Prekmurje je del te ogromne Panonije, ne, kot je še zmeraj imenujem, ne. In res je tudi to, da so neke moje slike iz otroštva povezane tudi z nekimi panonskimi ravninami, ne. Neki najbližji sorodniki po očetovi strani živijo že od druge svetovne vojne blizu Novega Sada. In jaz sem kot otrok tja hodila, ne, s počitnicami, ne. In ena mojih prvih slik iz otroštva je ena ogromna ravnina, ki ni konca ne kraja in nek kolesar, ki se preko. Tako da, potem tudi Ptuj, jaz sem se rodila na Ptuju, ne, tudi tam je pravzaprav, ne, se že začenja ta okus in vonj, ne, Panonije pravzaprav, ne. In to rada povem, sem že parkrat povedala, da je to, kar je v Sredozemlju morje, je v Prekmurju, Panoniji, nasploh v Prekmurju zdaj konkretno ne bo. In to, da tako globokega neba, kot je tukaj, nisem še nikoli. Tako da sem kar potolažena po tej plati, ne, nimam morja, imam pa nebo. Jaz sem tukaj že ne samo trenutno zadnje čase, res, da so, kot rada rečem, leta, minute, zadnja leta pa sploh ne. Neverjetno, kako čas beži, ne, drvi dobesedno. Jaz sem tukaj od začetka leta 2006. Midva sva se pravzaprav tudi spoznali tam nekje, ne. In kmalu zatem ne, takrat je tudi to zdaj zelo pomembno, ne, ta prva posnetev, ki sem izdala v obliki knjige, ne, prva knjiga poezije Zgibanj Prekmurja, kjer sem se poigrala s sintagmo Prekmurščina, ne. Jaz sem imela že, v fragmentih sem imela že prej narejeno, ne, v bistvu 3/4 tega je bilo že narejeno, ampak manjkalo mi je še nekaj, ker bi te odlomke prizemljilo, ne, in se je našlo tukaj, ne. Tako da je meni Prekmurje kot nasploh verjetno obrobje, ne, to etnično, slovensko etnično obrobje, ne, se mi zdi izjemno zanimivo iz spet x razlogov, ki jih je preveč, da bi tukaj zdaj naštevala. Torej, meni je Prekmurje zelo ljubo, jaz sem se tukaj čisto, res je, da sem se od otroštva selila, predvsem zaradi očetovega poklica in res je, da bi lahko živela kjerkoli, tudi to je res. Ampak pač se tukaj dobro počutim, zelo dobro, imam zelo veliko miru, ne, dobesedno, kar mi zelo koristi pri ustvarjanju. V Ljubljani denimo bi ga imela veliko manj, čeprav bi mi po svoje to bolj koristilo, ne, ampak pustiva to, ne. Tako da, ja, meni je Prekmurje z vsem tem, kar ponuja, in pokrajina in ta neka govorica, ta neka tišina, te ravnine, ki mi zelo paše, moram reči. In te neke arhetipske, ta pokrajina je zelo arhetipska. Tudi glasba, pa ne mislim zdaj samo na folkloro, ne, mislim pač na te neke spet
malo globlje zadeve, ne, te neke vzorce, no, bom rekla, panonske glasbe, ne, mi je zelo pri srcu. Tako da mislim, da ta pokrajina name zelo blagodejno vpliva, no, tako bi rekla. Nič mi ni hudega, po domače povedano. Tako da upam, da mi bo tudi v prihodnje tako, da bo ta pokrajina name tudi, da bo zame tudi v prihodnje tako navdihujoča, kot je bila do zdaj. Ja, jaz se ti lepo zahvaljujem za najin pogovor in da si vzela čas, da malo predelava tvoje ustvarjanje, da si se podružila z mano tule na internetu in jaz srčno upam, da pač, ko bo situacija malo boljša, da narediva kak večer tudi v živo in da mogoče te malo še spoznamo tudi kot glasbenico, ker sva zdaj ta del sva mogoče malo zanemarili. Zdaj res je tudi, da bi lahko še se pogovarjali v nedogled, ampak bova na tej točki mogoče za danes zaključili. Pa res upam, da kmalu, da se mogoče še enkrat vidiva v živo, da bodo gledalci tudi lahko fizično prisotni in da naredimo še eno malo drugačno vzdušje, tako da vsekakor se še vidiva. Daleč tudi nisva, ne, tako da tudi na kakšno kavo bova še kdaj šli. Zdaj za danes pa res ti hvala najlepša, da si vzela čas in lepo se imej in dobro ustvarjaj. Zdaj mogoče, če še kaj hočeš reči najinim gledalcem. Hvala tebi, Lučka, hvala za vabilo. Hvala tistim, ki so naj poslušali, ne, upam, da jih je bilo nekaj. In tudi jaz si želim, v živo, pogovor v živo. Vse tako je bilo fajn, ampak v živo bo, verjamem, da bo še bolj. Hvala še enkrat. Hvala. Hvala tebi. Dragi gledalci, vam pa tudi hvala, da ste naju poslušali. Vabljeni ste pa seveda tudi k komentiranju. Posnetek je možno pogledati tudi za nazaj. Če pa slučajno vas še karkoli zanima, bi radi vprašali, bi radi povedali, dodali, pokomentirali, pa seveda izkoristite ta medij, izkoristite Facebook in možnost odprte debate spodaj. Mislim, da kdorkoli pač uporablja Facebook, je tudi doma v teh komentarčkih, tako da ste zelo toplo vabljeni, da nadaljujemo mogoče pogovor tudi na tak način. Drugače pa še enkrat hvala vsem in se vidimo čez 2 tedna. Nasvidenje.